Dober večer. Hvala za vaš obisk. Nocoj se pogovarjam z gostom Tomažem Mastnakom, političnim filozofom, o pretresljivi knjigi Davida E. Stannarda Ameriški holokaust, ki je šla v tehle dveh zvezkih pri založbi CF. Morda takoj na začetku, da ne bom pozabil na koncu. Danes je v knjigarni ZRC, tamle 20 metrov od nas, knjiga na voljo s promocijskim popustom, kakršen je običajen na takih dogodkih. Knjiga govori o sistematičnem, neverjetno obsežnem, neverjetno okrutnem genocidu, ki so ga zagrešili španski in angleški, anglo-ameriški zavojevalci v obeh Amerikah nad staroselci. Obseg uničevanja, ki je bil posledica masovnega pobijanja, zasužnjevanja, uničevanja virov za preživetje, stradanja in pa epidemij nalezljivih bolezni, na katere ameriški staroselci niso bili navajeni. Ta obseg je bil strahovit in v obdobju samo prvih 100 let po prihodu evropskih zavojevalcev je bilo staroselsko prebivalstvo več kot zdesetkano. Knjiga je zelo težka za branje, ne zato, ker bi bil prevod neroden, daleč od tega. Prevod je briljanten, jezikovno odlično urejen, ampak snov sama je taka, da zahteva kar dober želodec. Knjiga je napisana po številnih virih, zgodovinskih študijah, pričevanjih sodobnikov, s številnimi strašnimi citati. In morda za začetek, da vidite tisti, ki knjige še niste uspeli prebrati, zakaj približno gre, skozi nek odlomek bi vam ta odlomek prebral. Potem pa se bova s Tomažem Mastnakom lotila analize. Gre za odlomek, ki govori o pristopu španskih zavojevalcev na otoku Hispaniola, ki je danes razdeljen med Haiti in Dominikansko republiko. Klanje brez vzroka in neverjetni sadizem, ki so jo španski vojaki prakticirali na Hispanioli in v osrednji Mehiki, sta se nadaljevala na dolgem pohodu na jug. Na voljo so številni zapisi neštetih poročevalcev o tem, kako so Indijance vodili v rudnike v vrstah vklenjene skupaj za vrat, kako so jim sekali glave, če so se opotekali, o otrocih, ki so jih zaprli v njihove domove in žive zažgali in jih zabodli, če so hodili prepočasi, o tem, da so rutinsko rezali ženskam prsi in jim na noge vezali težke buče, preden so jih pometali v jezera ali lagune, kjer so utonile, o novorojencih, ki so jih iztrgali materam iz naročja, jih ubili in pustili ob cesti kot markacije, o klateških Indijancih, ki so jim sekali ude, potem pa jih poslali nazaj v domače vasi z odsekanimi rokami in nosovi, ki so jim jih zavezali okrog vratu, o vseh nosečnicah in onemoglih ženskah, otrocih, starcih, ki so jih polovili in potem vrgli v jame, v dno katerih so bili zapičeni ostri koli in jih pustili nataknjene na kole, dokler jame niso bile polne, in še veliko, veliko več. Eden od priljubljenih športov konkvistadorjev je bilo hranjenje psov. Španci so vedno potovali s tropi z oklepi zavarovanih volčjakov in mastifov, ki so zrastli na človeškem mesu in so bili zdresirani, da pobijajo Indijance. Uporabljali so jih, da so z njimi terorizirali sužnje in zabavali vojake. Pred kratkim je šla knjiga Dogs of the Conquest, ki nadrobno opisuje, kaj so ves čas osvajanja počeli ti psi, ko so spremljali svoje gospodarje. Na človeško meso navajen pes, so zapisali avtorji, je lovil divjaka prav tako zagnano in učinkovito, kakor jelena ali divjo svinjo. Za mnoge konkvistadorje so bili Indijanci samo še ene divje živali med mnogimi in psi so bili zdresirani, da sledijo človeški plen in ga raztrgajo s prav tako vnemo, kakršno so čutili, ko so lovili divje zveri. Konec citata. Da vas ne obremenjujem še bolj, morda, če se lotiva te knjige in tega, kar opisuje, najprej na nek sumaren način.
kateri so bili glavni morilski procesi, ki so potekali. Morda tudi kratek oris za začetek materialne in duhovne kulture staroselcev, njihovega demografskega položaja, demografske kondicije številčnosti prebivalstva pred evropsko osvojitvijo, potem pa hitrost in obseg demografskega fizičnega uničenja in pa kateri so bili glavni mehanizmi uničenja. Mislim, to je zelo zapleteno vprašanje, ker v bistvu zahteva obnovo celotne knjige, kaj je bilo, kaj ni bilo. Ne? V bistvu je bil vse skupaj en kompleksen proces destrukcije. Kateri elementi so bili pomembnejši v njem, ne vem. V literaturi, ki je v bistvu ni veliko, če primerjamo z literaturo o nekaterih drugih genocidih ali holokaustih, je obseg literature o ameriškem holokaustu zelo majhen. O tem holokaustu se sicer govori, ampak ne govori se veliko. Nekaj vemo o njem, ampak v bistvu ga ne poznamo. Natančnih prikazov tega, kaj se je dogajalo, je izjemno malo in večina tistih, ki prikazujejo vso okrutnost procesa, je išla v marginalnih založbah. Knjiga, ki je pred nami v slovenskem prevodu, jaz sem izredno vesel, da je pred nami in to knjigo je bilo vloženo ogromno dela obeh prevajalk in urednikov, skratka je treba tudi to delo ceniti, ampak ta knjiga, ki je pred nami, je izjemna po tem, da je išla v akademski založbi in da je napisal avtor, ki ga ni mogoče na hitro odpisati kot čudaka ali človeka, ki je pristranski. Jaz mislim, da nič ni narobe s tem, da so ljudje pristranski, ampak v ameriškem kulturnem kontekstu je to tako rekoč recept za ekskomunikacijo. In še danes se dogaja to, da kdor le govori o tem holokaustu ameriškem, si bo zapravil obete za kariero, odpisali ga bodo kot nestrpneža, a pa odrekel, ja, a misliš Indijance. Skratka, o tem se ne govori, to je napol, ta holokaust je napol zamočan in tema je še vedno tabu. To, kar se recimo otroci v šolah učijo, to so še vedno očetje, ki so priromali v Ameriko, ki so bežali pred preganjanjem v Angliji in tle ustanovili novi svet, novi Jeruzalem, novi Izrael in prinesli civilizacijo in tako naprej te kraje. In ti ljudje, od tistih prvih, ki so prišli, pa do potem tako imenovanih očetov, ustanoviteljev ameriške države in tako naprej, to je še vedno konvencionalna zgodba, ki spada v tisto kategorijo, ki Stennard imenuje kot junaški in romantični kič. Skratka, na tem ni nič takega, kar bi omogočal zgodovinsko spoznanje in politično razmišljanje o preteklosti in o implikacijah te preteklosti za naš današnji čas. V literaturi, ki je objavljena, recimo in to tudi v knjigi, vse te stvari omenjene sicer, je nekaj časa bil velik poudarek na tem, da je večino domorodnega prebivalstva, da so pokončale kužne bolezni, ne pa nasilje. In potem se razpravlja o tem procesu z vidika
tako, da se ga deli na podprocese. Neki tisti, ki so zboleli zaradi kužnih bolezni in umrli zaradi kužnih bolezni, eni zaradi podhranjenosti, tretji zato, ker so bili izgnani iz zemlje in so se izgubili, nekaj je bilo pa tudi ubitih. Ampak to je vse skupaj en kompleksen, destruktiven proces, v katerem je težko ločevati posamezne vidike tega procesa. To je bil prvi del vprašanja, kateri so bili mehanizmi uničevanja. Gre za kompleksen, brezobziren, dosleden in konsekventen proces uničevanja prvotnega prebivalstva. Na kar opozarja Stannard več kot enkrat, je to, da gre za premišljen proces. Mislim, če beremo odlomke, kakršnega smo ravnokar slišali, se seveda sprašujem, kako je to mogoče. Vse skupaj izgleda kot ena kolobocija naključij, individualnih faktorjev in tako naprej, ampak vsem tem nasilju je neka premišljenost, je neka metoda, je neka logika in potem se ta proces ne razlikuje od uničevanja recimo v Auschwitzu. S tem, da je rast produktivnih sil med enim in drugim tako napredovala, da smo tam imeli industrijsko uničevanje, tle smo pač predindustrijsko. Ampak gre za kontinuiteto procesu. Potem je bilo mogoče še sam obseg tega uničenja. Obseg uničenja je strahoten. Mislim, kar smo tudi še mi v šoli učili, pa v Ameriki pa sploh, je ta predstava o deviški zemlji, ki je bila tam na voljo prvemu, ki je prišel obdelovati, in o tem, da je bila zelo naredko poseljena. Skratka, bilo neki divjakov, ki so živeli, ki so v glavnem se ukvarjali z nabiralništvom in lovom in so bili zelo naredko poseljeni v tistih krajih. Kar je zgodovina v zadnjih, rečemo, 50 letih pokazala je, da sta bili obe dve celini, Severna in Južna Amerika, gosto naseljeni, da je tam živelo več 100 milijonov ljudi, da je obstajala izjemno sofisticirana civilizacija, zlasti v Srednji in Južni Ameriki, ampak tudi v Severni Ameriki so ti divjaki se ukvarjali s kmetijstvom, imeli so naselja, skratka, to so bile visoko razvite, to so bile sofisticirane civilizacije, del od njih je bil visoko razvit tudi po kriterijih, ki jih je Zahod postavil za merila civilizacije. Kako so sicer živeli na drugih načinih, ki so se prikazovali kot divjaštvo, da se da razpravljati in odkriti izjemno zanimive stvari o tem, kar se zgodi. Skratka, če če upoštevamo to, da gre za visoko, da gosto naseljeno, da gre za številno prebivalstvo, gosto naseljeno zlasti v urbaniziranih delih, pridemo nujno do sklepa, da je ta genocid pomoril več 100 milijonov ljudi. To je obča vsota tega. Kaj spada v teh več 100 milijonov ljudi? Tle gre za uničenje velikega števila ljudstev, ki so izginila brez sledu. Tiste, ki so preživela, pa so recimo preživela v razmerju 5 do 10%
predkolumbovskega prebivalstva. Skratka, v stanju, v številčnem stanju in sicer v stanju materialnem in drugem stanju, v katerem niso bili več sposobni za reprodukcijo, za vzdrževanje kulture, za ohranjanje kulture in za obstanek. Skratka, učinek je bil katastrofalen. Ni nobenega drugega primera, mislim, da v zgodovini, kjer je bilo prebivalstvo uničeno tako temeljito kot v Amerikah. Kakšni so bili pa glavni motivi tistih, ki so vodili in izvajali ta proces? Vključno z načinom, na katerega so pobijali, zasužnjevali, mučili. Motivi so... Motivov je več, so večplastni, ne? Avtor govori o ekonomskih, o recimo kulturnih, verskih in tako naprej, o tudi nekih prelomih, ki so se v obdobju pred zavojovanjem Amerik zgodili v evropskih družbah. Morda, če na kratko lahko tudi to orišeš. Mislim, če začnemo s Kolumbom, ne, je glavni motiv pri Kolumbu je religiozen. Kolumb je se odpravil na pot, da bi osvobodil Jeruzalem. Njegova ideja je bila, da bo okoli sveta prišel muslimanom za hrbet, jih napadel in prispeval k ponovni osvoboditvi Jeruzalema. Skratka, to je ujeto v predstavni svet križarskih vojn in argumentacija in motivacija je izražena v istem jeziku. Zdaj, to pomeni, da lahko ta genocid razložimo z verskimi razlogi? Mislim, da ne. To je eden od motivov, je gotovo bil tam od začetka in potem tudi kasneje še v Severni Ameriki imamo izrazite motive svete vojne. Kar je spet interesantno je to, da v vseh zgodovinah svete vojne, ta sveta vojna ni nikjer omenjena. So pa poročila o tem, kako so pobijali Indijance v Novi Angliji, se ne razlikujejo ne v duhu, ne v besedi od recimo opisov osvojitve Jeruzalema leta 1909, takrat, ko je prvič padel po prvi svetovni vojni, 1999. Ekonomski motiv, ogromno je bilo pohlepa. Zdaj, ta pohlep lahko imenujemo ekonomski. Ekonomski faktor tle obstaja, ne? Ampak tle ni bilo kakšne ekonomske teorije zadaj ali pa ekonomske politike. Pač šli so za zlatom, to, da so iskali zlato ali pa srebro kopali v teh južnoameriških krajih, lahko razložimo bolj s pohlepom kot recimo z neko ekonomsko računico, čeprav ekonomska računica je tudi obstajala. Efekt tega zlata v Evropi je bil zlasti na Španijo je bil izrazito kontraproduktiven. Španska ekonomija je propadla, ko je to zlato začelo prihajati nazaj. Ja, v drugem delu je zanimivo, seveda Kolumb je sprva imel verski motiv, ampak potem, ko je ugotovil, da je odkril neki novi svet, se je pa ta verski motiv spremenil, ne? In tisti prvotni cilj napasti muslimane iz hrbta je dobil potem nek drug taktični scenarij, ne? Mislil je, da je odkril Eldorado, ne, pravljično deželo polno zlata in je potem organiziral zasužnjevanje staroselcev
zato, da bi mu na vse mogoče načine nosili zlato na kup in s tem zlatom je pa mislil, da bo sfinanciral eno klasično vojno, frontalno vojno proti muslimanom in osvobodil Jeruzalem. Hkrati je dobil pa nov verski motiv, kaj narediti s temi nekristjani, s temi divjaki. Ena zanimiva zadeva je, da zgodnejša poročila v prvih desetletjih, ko so potopisci ali pa preprosto mitografi poročali, kako je videti ta novi svet, kakšni so njegovi prebivalci, je zelo veliko fascinacije. Govorijo o čudežnih mestih, pravlično lepih, okrancljani kulturi, neverjetni organizaciji, neverjetni plemenitosti in tako naprej. Ampak že čez nekaj desetletij se to spremeni in beremo o divjakih, opisuje se jih kot mešanico ljudi in živali. In ko so ta poročila prihajala v Evropo, so potem ljudje resno mislili, da Indijanci imajo kopita, pa da so poraščeni, z merjaščevo dlako in tako naprej. Skratka, predstavljali so se jih v tistih mitoloških podobah hudiča, pol živalskega, pol človeškega bitja, po svoji zunanji podobi, ki je bestialno, hudobno, zlo, in seveda to zlo je potem potrebno in nujno in plemenito uničiti do konca, brezkompromisno. Očitno je, da je na ozadju nekih verskih motivov ponesti krščanstvo po celem svetu, spreobrniti nevernike in tako naprej, in na ozadju individualnega pohlepa, če me že španska država, ki je na robu bankrota, kot vojaka ne plačuje, si bom pa sam nagrabil, si bom sam pridobil vojni plen. Skratka, v ozadju tega je bil en izjemno agresiven rasizem. To je očitno skozi celotno knjigo. Zdaj pa vprašanje, kaj pa ta rasizem poganjalo, iz česa je izhajal. In ta rasizem je seveda šel tako daleč, da ne le, da je staroselce obravnaval kot divjake, brez kulture, podivjane v smislu nebrzdanih seksualnih praks in tako naprej. Razumeli so jih celo kot nečloveške, kot živalske ali pa celo kot pošasti. In so se pojavljala poročila, da imajo modre lase, kvadratne glave, eno oko, skratka spake iz, danes bi rekli verjetno fantazijskih filmov ali pa videoigric. Odkot korenine tega rasizma? Mislim, da spet je vprašanje za 2 dni. Zdajte, če gledamo te podobe ljudi, te podobe ljudi obstajajo v klasični literaturi. To, da so videli Indijance z enim očesom, pa z glavo na prsi in tako naprej, to je znak tega, da so ti ljudje bili humanistično izobraženi, da so brali stare tekste, ki so opisovali to vrstna bitja po svetu. Je pa sicer, mislim, in tudi pri nas, če pridemo, kolega Jezernik, ki je bral potopise po Balkanu, študiral potopise z Balkana v moderni dobi, opisuje, kako so Angleži še v 19. stoletju doma poročali, da na Balkanu imajo pa ljudje rep, pa tako naprej. Skratka, to vrstna sposobnost videti kopita in repe pri ljudeh ni bila unikatna, ko gre pri Američanih. Je pa res, da tisti, ki so tako videli, pa prihajajo, bolj ali manj z istih krajev. Ni vprašanje, kam gre, ampak kje prihajajo, verjetno. Ampak, če gremo k tem motivom, mislim pa k rasizmu, tle gre spet gre za en snop razlag in interpretacij, ki se počasi premikajo. Na začetku, zgodnem 16. stoletju je, mislim, da značilna za stanje duha razprava med Las Casasom in Sepulvedom.
Las Casas je bil tako nekaj takega kot recimo Amnesty International. On je poročal natančno o tem, kaj se je dogajalo. Slike, ki ste jih prej videli, tiste lesorezi so risani po njegovih poročilih o zločinih, ki so jih zagrešili Španci nad Indijanci. In takrat je bilo vprašanje, ki se je postavljalo v razpravi, na tem so razpravljali tudi v Salamanki v Španiji, kar je spet po svoje fascinantno, da se jim zdelo potrebno, da bo v tem, da to stvar razčistijo na intelektualnem nivoju, ker če gledamo dogajanje v Ameriki, tam ni nihče razpravljal več. Skratka, tisti je antiintelektualizem od začetka. Ampak tle je pa le še razprava na visoki ravni in eno od vprašanj je bilo, kako obravnavati Indijance, kako odgovoriti na to vprašanje. Na Indijance bomo ali jih nasilno ali z miroljubnim širjenjem evangelija. Pridiganjem. Ne? In Las Casas je rekel, to so Božji otroci in mi moramo ravnati z njimi kot z Božjimi otroci. In vprašanje, ki je bilo to, ali so podobni muslimanom ali niso podobni muslimanom. In Las Casas je rekel, ne, niso tako kot muslimani, so Božji živi otroci in mi moramo z njimi lepo ravnati, z ljubeznijo. Sepulveda je razlagal, ne, taki so kot muslimani, treba jih je pobiti. Skratka, to je bil eden od teh. In pol je Sepulveda in drugi, v naslednjem stopni so se sklicovali na Aristotela in razlagali, da so ti ljudje po naravi sužnji. Tle pol argument, skratka, to je že naslednja faza, če so po naravi sužnji, se pol vzpostavi ta sistem encomiende in zasužnjevanja in prisilnega dela. To primerjava z bestialnostjo in živalmi in tako naprej je tam deloma od začetka, ker so pač poročalo o njihovem kanibalizmu, kar je bil greh proti naravi. Deloma je ta greh proti naravi povezan s seksualnimi praksami, ki so jih Halsi spet zamislili ali pa mogoče tudi opazovali tu in tam. In če nekdo greši proti naravi, seveda nima človeške duše in ga ni treba obravnavati kot človeka. V bistvu se sam razčloveči in kar bo naredil dober kristjan, je pač bo ravnal z njim tako kot skladno z njegovo naravo. Ja. Tako. Tako da tle je kup teh momentov je povezanih. Je pa res, da bolj kot brutalnost in bestialnost tega uničevanja narašča, bolj opisujejo te Indijance kot bestialne. Skratka, gre za ta mehanizem, ki je še zdajle na delu v istih krajih spet. Včeraj je ameriški predsednik rekel, obtožil Iran, da širi po svetu smrt, destrukcijo in kaos. Projekt je tipični, kdo širi smrt, destrukcijo in kaos po svetu. Tisti, ki govori o tem. Mislim, tle so nek način so duhovne korenine tega sprevračanja že v začetnem procesu prisotne. Zdaj pa mogoče nekaj takih politično-teoretskih vprašanj. Če pogledamo, kdo je pobijal, vidimo en diapazon enot, od regularnih državnih vojaških enot do čisto posamezne pobude, poslovne pobude zasebnikov v Severni Ameriki, ljudi, za katere ni bilo prostora v mestih na Atlantski obali oziroma v Evropi in so se pa selili na vzhod in si osvajali vsak svoj kos zemlje, tako da so pač na lastno pest pobijali tamkajšnje staroselce, kolikor jih je še bilo.
In potem imamo še razne umestne variante, morilsko, podjetniško, avanturističnih tolp, ki pa so delovale z državnim blagoslovom. Moje vprašanje je to, kaj to pobijanje, ki je tako ali drugače potekalo pod državnim patronatom ali pa celo v državni organizaciji, pove o, če tako rečem, naravi evropskih, novoveških in zgodnjekapitalističnih držav, kamor sodijo tudi ZDA od osamosvojitve naprej. In vse do pravzaprav poznega 19. stoletja, ko poteka zaseganje indijanske zemlje. Na nek način je ta ameriški holokaust, ki se začne kot španski genocid, genocid, ki so ga izvali Španci, ampak se potem nadaljuje v režiji Angležev, ki postanejo Američani. Ta proces je na nek način začetek sveta, v katerem še danes živimo. To je ta novi svet. Ne gre, po mojem, ko govorimo o odkritju novega sveta, ne gre toliko za to, da smo odkrili Ameriko, ampak da smo uveljavili to vrstne prakse in da so te prakse bile uveljavljene z blagoslovom države oziroma oblasti, kakršne so pač obstajale, in da je ta način delovanja bil ne samo toleriran, ampak tudi viden kot dopusten, ampak tudi spodbujan in organiziran. In kar nam to pove, je, da je ta proces, v katerem je nastal naš svet, pač izrazito nasilen in destruktiven. In zdaj, tle je več vidikov. Zakaj mislim, da je to prelomna točka? En je to, da se tle uvelja, zdaj lahko to razlagamo z akumulacijo kapitala in tako naprej, čeprav je to anahronistično, po moje. Od določene točke naprej lahko o tem govorimo. Pa gre za način prisvajanja bogatstva, ki je utemeljen na nasilju. In to v bistvu to je značilnost, ki vedno bolj prihaja v ospredje danes. Prikazovanje tega procesa našega kot svobodnega trgovanja in tako naprej, to vedno bolj postaja vedno bolj neustrezno. In na nek način tudi drug vidik tega je, da to je ta španska konkvista in potem nadaljevanje v Severni Ameriki je začetek globalizacije. Tle se začenja globalizem, ki ga ne moremo enačiti z mednarodno trgovino, z trgovino na dolgih razdaljah, ker to trgovanje, medcelinsko trgovanje je obstajalo tudi pred Kolumbom v Ameriki. Lepo pokaže. Gre za nek drug način tega, ne za to, da se zdaj lahko svobodno trguje po vsem svetu, kar je eden ključnih členov liberalne vere, ampak gre za to, da se z nasiljem prisvaja tuje bogatstvo in uničuje ljudi, ki temu stojijo na poti. In potem še en vidik tega zraven je, zakaj mislim to prelomno obdobje. V zadnjem času se govori o antropocenu, skratka o tem, da človek postaja dominanten faktor v določanju tega, kaj se dogaja z našim geološkim drugo zgodovino, skratka. In ta antropocen se
povezuje z industrijsko revolucijo. Skratka, to se je zgodilo takrat z iznajdbo parnega stroja in tako naprej in človek je potem odločilno posegel v naravo. Odločilen poseg v naravo se je zgodil s špansko konkvisto, ki je začela prenašati žive organizme, zlasti bacile, viruse, pa tudi rastline, živali, konec koncev ljudi, iz enega konca sveta na drugi. In tle se vzpostavi neka globalna mineštra, kot pravi avtor, ki ga citiram, teh organizmov, ki pomeni konc zgodovine, kakršne je obstajala do takrat. Zgodovine, človeške zgodovine, naravne zgodovine, geološke zgodovine, tle je prelomnica, tle, če konc hoče, tle je konc evolucije. In potem, ker je konc evolucije, jo lahko odkrijejo, ne, in začnejo o njej pisati. Tle je zelo globok, mislim, da gre za zelo globok prelom, ki še vedno, in vsi ti elementi tega preloma so še vedno na delu danes. V bistvu trdiš to, ne drži, da bi bila nasilje in trgovina dve zaporedni fazi, pri čemer bi nasilje spadalo v neko predkapitalistično obdobje, ko je šlo za zunaj ekonomska sredstva, za primarno akumulacijo kapitala, recimo za seženje zemlje, potem pa, ko se te grozote pozabi in se vzpostavi zemljiško knjigo, od tam naprej pa začne svobodna trgovina z nekim fair playem. Praviš, da je nasilni značaj prisvajanja pravzaprav značilnost celotne te epohe in je tako rekoč neločljiv od tega, kar si kapitalizem od sebi predstavlja kot neko pravno uokvirjeno, pravično, pošteno trgovanje. Mogoče bi k temu dodal še to vprašanje, ko človek prebere tole knjigo in zlasti tisti del, ki govori o angleškem zavojovanju Severne Amerike, ki je zgodovinsko kasnejše kot špansko zavojevanje pač Srednje in Južne Amerike, in gledaš datume, letnice, vidiš, da je čas, ko se dogajajo ti poboji, to popolno razčlovečanje staroselcev, ropanje tistega, kar je bilo njihova kolektivna posest, da je to hkrati čas, ko si evropske in severnoameriške elite, poslovne, tudi vse bolj politične in pa seveda intelektualne, razlagajo svoj lastni položaj v kozmosu oziroma človekov status skozi ideologijo liberalizma. Zdaj, kako interpretirati to očitno nasprotje, ta popoln kontrast med na eni strani liberalno in razsvetljensko ideologijo svobode, enakosti posameznikov, zmožnosti za njihovo izboljševanje človekovih pravic, na drugi strani pa imamo vse to, kar so delali ameriškim staroselcem, kjer je šlo pa za zanikanje človečnosti, vsakršnih pravic, tudi možnosti, da bi se izboljšali, kar pomeni, da bi se asimilirali v evropsko civilizacijo in se odpovedali svoji kulturi. Razglasili so jih tako rekoč za nekaj takega kot volkove, celo na ravni pravnih predpisov. Recimo imate nek utrinek, kjer je rečeno, kjer je bil predpis, naj ljudje štedijo s strelivom, naj ne streljajo kar tako, da bo streljanje vendarle malo bolj racionalno in civilizirano. In to velja za streljanje v vse mogoče tarče, razen v volkove in indijance. Njih pa lahko streljajo in morajo streljati vse povprek do zadnjega primerka. Skratka, kako ta kontrast med liberalizmom in pobijanjem
Mislim, za začetek bi rad opozoril na nek drug momentček, ki je tudi v igri. Ne gre samo za to, da se te Indijance, zlasti ko govorimo o izkušnji Severne Amerike, zadnji 2 stoletji, mislim, to se tako rekoč dogaja v našem času. Skratka, ne gre samo za to, da so te domačinsko prebivalstvo prikazovali kot živali. Hkrati so jim dali the founding fathers, Ameriki, so jim dali človekove pravice. Človekove pravice so jim dali zato, da so lahko od njih kupovali zemljo, ker v glavnem vsi ti ustanovitelji Združenih držav so bili prekupčevalci z nepremičninami. Skratka, ne gre samo za to bestializacijo, gre tudi za človekove pravice, ki so tudi bile koristne. Skratka, in eno in drugo služi istemu namenu. Ne? Kar se tiče pa liberalizma, mislim, da prihajamo do točke, kjer se začne moč liberalistične ideologije lomiti in da lahko rečemo, da protislovja ni. Kakor je protislovje, ne gre za to, da je liberalizem v protislovju s svojo prakso, gre za to, da so liberalci do danes si lahko umišljali, da to, kar se dogaja, ni v skladu. Skratka, gre za samo prepričevanje, za samo na nek način za samo prevaro. To protislovje, o katerem govoriš, je inherentno liberalizmu. Ne? Liberalizem pa ni v protislovju svojo prakso. In gre za to, da pridemo do točke, ko liberalizem tega inherentnega protislovja ne more več obvladati. In zdaj stvari prihajajo na dan. Skratka, Kaj pa prihaja na dan? Ravno to nasilje. In to nasilje ne kot nekaj, kar nima nobene zveze z liberalizmom, ampak nekaj, kar liberalizem generira in brez česa ne more živeti. Kolikšna je stopnja pozabe tega genocida med različnimi skupinami današnjih Američanov, belih, temnopoltih pa staroselskih, kolikor jih je? Stopnja pozabe. Bom odgovoril s primerom. Ko je prišlo tistega terorističnega napada 11. septembra, so po vseh novicah, časopisi, največji zločin na tleh Amerike. In potem se je oglasil v en teh indijanskih domačijskih, kakorkoli teoretikov, skratka človek, ki je takrat še imel službo na eni univerzi, zdaj nima več, ki je rekel, ne, to ni res, to ni največji zločin v Ameriki. Ne? Ta isti človek je potem tudi primerjal tiste, ki so izgubili življenje v teh stolpnicah, prav so mali Eichmanni. Za to izjavo je skratka, ne gre za to, da gre neke nedolžne žrtve, hteva opozoriti, gledajte celoten kontekst, v katerem se to dogaja. Ne? In potem je izgubil službo. Tako da to je eden redkih intelektualcev domorodskih, ki je kritično na tem delu, je bil počiščen z univerze. Skratka, gre za to, ta zavest o genocidu, jaz nisem strokovnjak za to in tako naprej, ampak tako, kar lahko vidim in razberem, je prisotna med preživelimi, med preživelim domačinskim prebivalstvom, med črnci in belci pa ni. Črnci in belci so del kolonialističnega paketa in nima nobene eksistenčne potrebe potem
ali pa ostanemo pri tem, da bi ta del zgodovine odpirali in sprobali razčistiti. A v Ameriki v kakršnih koli krogih, pa magari akademskih ali pa med staroselci ali pa mogoče med aktivisti kakšnih nevladnih organizacij, poteka kakšna debata o možnih pravnih posledicah tega, da je bila zemlja bodisi zaplenjena nekomu, bodisi pridobljena s pravnimi zvijačami, s prisilnimi pogodbami, ki so vsebovale očitno nesorazmerje moči, ali pa enostavno z goljufivimi zakonskimi akti. Torej, a poteka debata o lastninskem statusu zemlje v Ameriki in o mogoče tem, na kakšen način bi bilo mogoče, če bi sploh bilo mogoče, priznati potomcem razlaščenih in pobitih oziroma tistih, ki so preživeli, kakršnekoli odškodnine. To je tudi neko načelno vprašanje, ko imaš enkrat tako obsežen, tako dovršen genocid, kjer ti preživi nekaj procentov ali celo nekaj promilov prebivalstva, od številnih etničnih skupin pa nihče. A je sploh mogoče takšen genocid na kakršenkoli način odškodovati? Mislim, da nobenega genocida ni mogoče odškodovati. Glejte, zdaj za to razpravo v Združenih državah. Tega genocida se ne prizna ravno zato, da ne bi kdo na pravni podlagi potem lahko postavil tovrstnih zahtev po kompenzaciji. Skratka, to je izključeno, to je prepovedano, tega se ne sme narediti. Najzanimivejša razprava, po mojem mnenju, ki poteka danes in ki ne zadeva samo ameriških staroselcev, ampak je v bistvu zelo povezana z razpravo o Palestini, je vprašanje suverenosti, ki bi jo lahko imela, ki jo imajo staroselska prebivalstva in ki je ne moremo razumeti na način suverenosti, kakršna recimo je obstajala, bila artikulirana v evropski politični teoriji od Bodena naprej. Skratka, gre za iskanje modalitet suverenosti, ki ni državna suverenost ali pa nacionalna suverenost v smislu, v tem smislu, da sta države nacija v okvirih mednarodnega prava eno in isto, ampak gre za to, kako najti modalitete suverenosti, ki bi tem ljudem, ki so preživeli, omogočali določeno samoupravo, ohranjanje, enostavno omogočali preživetje. Skratka, na ta način, kolikor je sploh možno. Mogoče še to zgodovinsko vprašanje, ko je Hitler načrtoval genocid nad Judi med drugo svetovno vojno, je bil njegov argument brutalno realpolitičen. Četrt stoletja predtem so turške oblasti zagrešile genocid nad Armenci. In Hitler je rekel preprosto, kdo se danes sploh še spomni Armencev, kdo joka za njimi, kdo turški državi karkoli očita zaradi Armencev. Če je armenski genocid pozabljen, če vsi potihem ga tolerirajo ali pa celo Armencem kot trgovskemu ljudstvu privoščijo, kdo se bo potem sploh zavzel za Jude? In v nekem smislu se je pokazalo seveda, da ima na tej cinični realpolitični ravni prav, ker za Jude se nihče v Evropi ni hotel zavzeti. Mene pa zanima to, a se je kdo na podoben način skliceval na ameriški genocid. Če so že Španci in Angleži to naredili tam, lahko to tudi kje drugje. Nacisti, izrecno. Za naciste je bil ameriški holokaust model, ki so ga želeli ponoviti.
In ta model ni bil tako vezan, ta njihova vizija holokausta po ameriškem modelu ni bila tako vezana na Jude kot na vzhodno Evropo. Resnica nacističnega genocida je v vzhodni Evropi. Ni prišlo do tega, da bi se stvar realizirala v podobni, da je prišla do podobno fazo eksekucije kot z Judi, ampak tle je produktivnost ameriškega genocida, kakor se razumeli nacisti, bila očitna. Ne? Kar je interesantno v zvezi z armenskim genocidom, je to, da so ljudje, ki imajo največ zaslug za to, da je ta genocid bil potlačen, so ameriški ljudje z ameriškega State Departmenta in ameriških bank, ki so zataškali ta problem takrat, ko se je zgodil. Ti isti ljudje so potem preprečili denacifikacijo, skratka obračunavanje s tem nacističnim holokaustom po drugi svetovni vojni. Kaj pa je bil njihov motiv? Biznis. Mislim, je šlo za to, da so imeli pobiti Armenci neke bančne vloge pri njih ali kako? Ne, gre za to, ker to so bile špekulacije v zvezi z preprečevanjem, komu bo to koristilo, komu ne bo koristilo, bo to koristilo komunizmu ali to ne bo koristilo komunizmu, kdo bo investiral, kam in tako naprej. Skratka, to je ena kolobocija, ki nastane po koncu Prve svetovne vojne, ne, in ki še vedno ni razpletena. Je pa to referenčna točka ameriški holokaust, tudi v tej zgodbi. Mogoče še moje nekako zadnje vprašanje, potem bi pa dal besedo tudi vam iz publike. Terminološko vprašanje v zvezi s samim naslovom knjige. Ne? Ali je ustrezno in zakaj je ustrezno ameriški genocid poimenovati ameriški holokaust? Ker marsikdo meni, da je beseda holokaust rezervirana za en specifičen genocid, se pravi za genocid nad Judi v času druge svetovne vojne. Drugi genocidi pa imajo lahko pač neka druga posebna imena. Ta uporaba genocida, pojma genocida ima svojo zgodovino, jaz jo na kratko omenjam v spremni besedi. Gre pa za to, holokaust je do 50 let vsaj prejšnjega stoletja bil oznaka za zločin za velikanskih dimenzij, za neizmeren zločin. In s tem izrazom so potem opisovali jasno stvari, ki so se dogajale najrazličnejšim ljudstvom. Ne? In niso ga uporabili za ameriške indijance, to je standard bil med prvimi, ni prvi, ampak med prvimi, ki je to uporabil. Ampak ta izraz, se pravi, do še vsaj desetletje po koncu druge svetovne vojne ni imel nobene specifične ali pa ekskluzivne povezave z Judi in z preganjanjem Judov v Evropi pod nacistično oblastjo. V 50 letih začne državno izraelsko zgodovinopisje ustvarjati zgodbo o ekskluzivnem in edinem holokaustu. To zgodbo potem Američani sprejmejo v 80 letih in postane velika del velike industrije, ki je eni pravimo industrija holokausta. In ta uspeh te identifikacije holokausta s preganjanjem Judov pod nacisti je bil tako učinkovit, da je zabrisal vso drugo zgodovino, ki je zgodovina tega pojma tako učinkovit, da se nam zdi, kar pri nekaterem bralcu se zdi ta naslov šokanten. Jaz mislim, da je popolnoma na mestu. Tudi v smislu zgodovine tega pojma. Tako. Dobro. Izvolite.
Ta molk je najbrž povabilo k branju. Živijo. Sem ena terminološka spet, ko smo bili že prej pri terminologijah, predvsem leti Nate Gorazd, ti si omenil, to je bolj Tomaž, Angleže, ko so s časom postali Američani. Ja. Ti si pa skozi govoril o staroselcih, kar zadeva te Indijance. Mislim, to so Američani, ne? Danes so Američani tudi oni kasnejši priseljenci. Ampak a je pošteno uporabljati besedo staroselc za tistega, ki je res te pravi Američan? Pa, ne? Ena terminološka, ampak ima eno, ne vem, moralno, ne vem, politično vsebino. Ja, zdaj tako, če bi govoril o staroselcih, domorodcih, Indijancih, kakorkoli že, kot o Američanih, bi mogoče lahko prišlo do zmešnjave, ker si danes predstavljamo, da so Američani WESP-i, se pravi beli anglosaksonski protestanti, to so pravi Američani, že latinosi, če tudi več generacij živijo na jugu ZDA, ne veljajo za prave Američane, ampak za nekaj drugega. Kdo so bili prvotni Američani, je pa seveda, so pa ti dogodki, v katerih so angleški roparji postali novi in pravi Američani, to je pozabljeno. Potem je pa dilema, kako te staroselce ali domorodce poimenovati. Beseda Indijanci, kolikor vem, je rezultat nekega geografskega nesporazuma. Kolumb je šel čez Atlantik, da bi priplul do Indije in od tam prišel za hrbet muslimanskim državam na Bližnjem vzhodu. In ko je prišel do kopnega, mislil je, da bo v nekaj dneh, pa jih je potem več tednov nosilo, je pač rekel, prišel sem v Indijo in tu so Indijci oziroma Indijanci. Lahko ima ta beseda seveda tudi slabšalen prizvok. Če rečemo staroselci, se mi zdi, pa to čisto tehničen izraz, ki pove, da so bili prvi tam. V tem smislu to uporabljam, ker jih nočem poimenovati z imenom, ki jim ga je nadel okupator v svoji nevednosti in ignoranci. Obenem je pa tako, Steinert pravi, da je bila verjetno kontinuiteta poselitve Amerike je trajala vsaj 70 000 let. In kolikor so uspeli doslej ugotoviti, so ti staroselci bili razdeljeni v vsaj 2000 jezikovnih skupin. Se pravi, 2000 različnih jezikov so govorili. Zelo velika diferenciacija. Zdaj vse to dati v nek isti koš, ki mu rečemo Indijanci, pa to besedo uporabljamo, kot da gre za etnično skupino, je seveda evropocentrična ignoranca velike kulturne raznolikosti. Lahko še jaz nekaj dodam. Gre za to, da ti staroselci niso imeli neke kolektivne, vseobsegajoče kolektivne identitete. In v nobenem primeru se niso imenovali Američani, ker tudi sam ta izraz je nov, je prinešen. Čeprav razumem logiko tvojega vprašanja. Bi pa rad to dodal, da je treba ta pojem staroselcev, indigenous people, native people, kar naprej, ta izraz ima pogosto slabšalen prizvok, zlasti z nekega kozmopolitskega vidika in tako naprej, postnacionalističnega. Mislim, da treba ta izraz rehabilitirati, postaja v nekem smislu postaja zelo pomemben tehnični izraz, zlasti, ko gre za uveljavljanje pravic, pravnih norm na ravni mednarodnega prava. To postaja eden ključnih terminov, ki bi lahko tem ljudem pomagal preživetju in ohranjanju uveljavljanju pravic in tako naprej. Ja, mogoče celo v smislu njihovih bojev za pridobitev
takšne ali drugačne odškodnine za to, kar se je zgodilo njihovim prednikom. Če rečemo staroselci, pomeni, da so verjetno njihovi predniki bili, ne bom rekel lastniki, ker to je evropski koncept, ampak posestniki Amerike. Skratka, beseda staroselci ima tudi najbrž neke pravno-politične posledice. Dar je zadnjikar, zelo sem vesel za to knjigo in zanimivo vajin razgovor o staroselskih ljudstvih, če lahko dodam, bi bilo to še najbolj korektno. Sam sem imel nekaj tega terena, če lahko temu rečemo, aktivističnega in z tega aspekta bi mogoče nekaj malega dodal. To je seveda zgodovina o nas, ne, o kolonizatorjih. To ni zgodovina staroselskih ljudstev. Oni imajo svojo zgodovino in imajo svojo naracijo, ki jo mi ne poznamo in je dostikrat pregnana iz našega okolja, postane neka eksotika, stvar, ne vem, takšnega drugačnega zanimanja. Njihove naracije obstajajo, tudi njihova lastna akademska naracija obstaja, to se žal ne prevaja še, pa bomo še kaj prevajali. Ampak žal obstaja tudi še genocid. Ne? Ta zgodba ni zaključena. Ne? To je del tega modernega kolonializma. Pa če gremo od Mapučev, ki se borijo v Andih, pa če gremo v Honduras, pa se spomnimo uboja Cacerasove, ne, s katerimi smo imeli tudi stika. Pa če se spomnimo zgodbe upora, ki je še vedno živ za čuda v Chiapasu, ne, kjer smo kar veliko slovenskih aktivistov bili med staroselci in solidarno bili tam in se učili od njih. Ne? In seveda, če se spomnimo na primer tako stvar, kot je pokol 43 študentov v Ayaconapi, mehiški, ne? To je velika zgodba, pa malo znana. Se pravi, ta poboj in ta genocid pravzaprav je še vedno živ in še vedno so zadnji, vedno najdemo, ne? Tako kot smo o Cacerasovi omenili, zadnji je bila kanadska kompanija, ne? In tako naprej. Se pravi, akterji so tudi na nek način najdemo neko kontinuiteto. Niso to več španski konkvistadorji, niso to kolonizatorji, ne? Ampak so pa največkrat neke korporacije in te korporacije so pogosto tudi takšne, ki so del našega vsakdana. Ne? Če govorimo o jugovzhodu Mehike, kjer je voda ena od največjih bogastev, ne? In je, vi veste danes, ta zgodba o privatizaciji vode, ne? Na teritorijih staroselskih ljudstev tam, ne? Pa je ta kompanija, ne bom jo omenjal, katera največja, ne, s to našo mehurčkasto sladko pijačo, ne, tam prisotna. Ne. Skratka, hočem reči, ta zgodba se nadaljuje v naš čas, nadaljuje se ta logika in nadaljuje se tudi molk, ne, zlasti v medijih, ampak najraje bi pa zaključil tudi s tem, ne, ta ljudstva so preživela. In ta ljudstva imajo izjemno znanje in izjemno, bi rekel, zgodovino, neko naracijo, ne, in tako naprej, ampak predvsem to znanje, kako se upirati temu. To je pa neko znanje, ki ga mi več nimamo, ne? Kako ljubiti zemljo, kako ljubiti naš planet, kako ljubiti skupnost, ne? Kako preživeti, kako se upirati in seveda tudi kako umirati in trpeti in vse to je del neke zgodbe, kjer žal mi in naše oblasti tudi ne igrajo vedno pozitivne vloge. Lahko bi poimensko našteval ljudi.
Lahko? A se ti lahko, Dari, jaz bi se ti rad zahvalil za to opozorilo, da ta stvar ni zaključena. Tudi mislim, da ena kvalitet Sternardove knjige je, da na to nenehno opozarja od začetka do konca. Ta genocid se nikoli ni nehal. Ne? In zato to je ena zelo dragocena perspektiva, ki daje tej knjigi dodatno vrednost. Pa še to bi rad rekel, konec koncev ne gre samo za Amerike, oziroma za Amerike. Ne? Tudi, če gledamo na Bližnji vzhod in tako naprej, te vojne so vedno bolj genocidne. Ne gre samo za to, da se genocid nadaljuje tam, kjer so ga Španci začeli pred 550 leti, ampak se širi na druge kontinente in druge kraje. Ja, tale zgodba je dokaj širša. Ne začne se z ameriškim holokavstom. Začne se z nastankom razredne družbe. To je pred par tavžent leti. Vse razredne družbe so lahko postale razredne šele na osnovi nasilja. Nihče ne postane radovoljno suženj, nihče se ne pusti radovoljno oropati. Treba ga je z nasiljem pripraviti tega. In to je seveda zelo stara in hkrati zelo nova zgodba. Razlika je pa predvsem v tem, da je imperializem, ki je nujno sestavni del razrednih družb, seveda se pojavil že v stari Mezopotamiji, Egiptu in tako naprej na lokalnem nivoju, potem vedno širše in tako naprej. Danes se pojavlja pa na svetovnem nivoju. To pa je seveda bistvena razlika in zaradi tega je pa tudi veliko hujši, kot je bil katerikoli stari imperializem. Ta imperializem se ni pokazal seveda samo v ameriškem holokaustu, predvsem se je pokazal v obeh svetovnih vojnah. To so prve svetovne vojne v zgodovini človeštva sploh. Zdaj, razlika med starim imperializmom in novim imperializmom je pa seveda predvsem v tem, da prvotne razredne družbe temeljijo na zasužnjevanju ljudi. Človeška delovna sila je glavni vir bogastva. Sodobne pa slonijo na lastnini produkcijskih sredstev. No in z tega vidika treba gledati pa tudi na ameriški holokaust. Zakaj so najprej Španci, potem pa Angleži, Francozi in tako naprej napravili holokaust? Ker so hoteli dobiti dostop do naravnih bogastev nekaj nepredstavljivega je to. Ena majhna skupina ljudi iz enega samega kontinenta iztrebi populacijo dveh drugih kontinentov, Severne in Južne Amerike. Nekaj nepojmljivega. No, ampak bilo je pa seveda, bil pa to seveda nujen pogoj za prvotno akumulacijo kapitala, ki je pa seveda, brez katerega pa kapitalizma sploh ne bi bilo nas, ne bi bilo sodobnih družb in sploh. To je bistvo zadeve. No, drugo, kar bi pa rad poudaril, je pa tole. V začetku ste povedali, da je gradiva o tem zelo, zelo malo. No, gradiva, kolikor jaz vem, je o tem zelo, zelo veliko. Prvikrat sem pa v svojem življenju prišel v stik s tem gradivom leta 1944, ko je izšla
knjiga Friedricha von Gagerna z naslovom Mejaški vzvedniki Lavarji, kjer je bil prikazan briljant, torej že pisateljsko briljanten način, predstavljiv način, holokaust Indijancev v Severni Ameriki. No, takrat sem pa dejansko opazil veliko podobnost, sorodnost med Indijanci pa med Slovenci. Ravno v tistem času je pa nemški nacizem poskušal izvesti nad Slovenci natančno tisto, kot je poskušal španski in tako naprej nad Indijanci. In zaradi tega so te stvari danes še kako aktualne. Mene je ves čas motilo to, da obravnavate vse skupaj kot en horror story, ki se je pa zgodil, pa se zgodi, pa tako naprej, pa kaj zdaj in tako dalje. Ampak te stvari so danes bolj aktualne kot kdajkoli prej. Zato, ker danes se pa vrši holokaust, prenesel se je iz Amerike, se prenesel na Bližnji vzhod, ker gre seveda predvsem za lastništvo virov nafte in tako naprej. No, in pa, da ne pozabim, da ne bo kdo mislil, da sem komunist, da sem stalinist, komunist sem vsekakor, nisem pa stalinist. Tudi tisti tako zvani golodomor oziroma holodomor, ki ga je zagrešil Josif Vissarionovič v Ukrajini, je bil natančno v službi tega, v službi akumulacije kapitala. No in dokler bomo živeli v družbi, v kateri bo temeljno načelo pridobivanja kapitala, in kapitalizem ne more živeti brez akumulacije, akumulirati, tako naprej, to je voz, ki je brez zavor in pelje v prepad, če ga ne bomo zaustavili, do takrat se bomo s temi problemi morali soočati in ti problemi bodo vedno ostrejši in vedno hujši. Še komentar? Se strinjam. Okay. Morda še kakšno vprašanje iz publike? Izvolite, tam zadaj, na koncu. Ja, ti vidiš, Ja. če se nazaj. Ja, imam eno vprašanje, Štefan. Nisem čisto od začetka bil prisoten, tako da ne vem, mogoče ste o tem že govorili, ampak obstajajo kakšne številke, tako konkretne, kolikšno je bilo ocenjeno prebivalstvo obeh Amerik pred prihodom belih ljudi in kakšne so te številke oziroma tudi kako je v času bilo pol razporejen ta genocid. To je ena stvar, pa še čist kratek komentar bi imel. Zdaj sem malo spremljal, ko je prišlo do tega upora staroselcev v Severni Ameriki, v Združenih državah Amerike proti gradnji naftovoda čez njihovo ozemlje. Pa kolikor sem razumel, kot je rekel Dari, da imajo svojo naracijo in mogoče je to neka neonaracija, ampak kakorkoli že, oni niso Američani. Oni imenujejo zemljo, kjer živijo Turtle Island, se pravi želvji otok, in se ne dojemajo kot Američani. Mnogi izmed njih, tisti, ki so politično aktivni, sploh nimajo ameriških potnih listov. Njihova premisa je, da morajo Američani spoštovati dogovore, ki so jih podpisali, se pravi ameriška vojska je podpisala dogovore s staroselci o premirju, kjer so jim zagotovili, da so popolnoma suvereni na določenih ozemljih Združenih držav Amerike in oni trdijo, da so Združene države Amerike to dolžne spoštovati. Tako da nikakor niso Amerikanci. Vsaj v nekem delu, seveda, veliko ljudstva, veliko staroselcev, veliko naracij verjetno. Hvala.
O številkah smo govorili, si jih pa najdete v knjigi, še bolj natančno, ko smo mi govorili o njih, tako da tistega bi ne ponavljali. Drug pa ja, se strinjam. Interesantno je tudi to, ne, kdo je tem staroselcem v Dakoti pomagal od belega prebivalstva. Najaktivnejši so bili veterani ameriške vojske, ki so postali veterani nasprotniki vojne. Skratka, tisti, ki so šli skozi vojno, zdaj nasprotujejo ameriški vojni, so šli tja v prve vrste. Sicer pa, mislim, ni zaključena zgodba še, ne? Je pa oblast brutalno šla naprej z valjarjem, ne? Ampak tega še ni konc. Dobro, morda Tomaž, kakšna sklepna, sumarna misel? To, kar je par ljudi rekel, tudi, to je zgodba o nas, ki je še vedno aktualna. Preberite si knjigo, kupite knjigo. In ta knjiga nastavlja zrcalo nam, ne, našemu ekonomskemu sistemu, političnemu sistemu, ja, religioznemu ozadju. Predlagam, da bi poleg teh knjig ali pa kot nadaljevanje od Tomaža Mastnaka knjigo Liberalizem, fašizem, neoliberalizem. Tam pa dobimo odgovore, ki kažejo na univerzalnost tega pojava. Hvala lepa. Ja, s Tomažem se dogovarjava, ampak bo odvisno od nekih okoliščin, a bova to lahko tudi izvedla v začetku novembra. Če bo vse po sreči ja, v organizaciji Slovenskega sociološkega društva, prvo sredo novembra v Trubarjevi hiši literature, ampak bomo še videli. Skratka, hvala Tomaž Hvala tebi in hvala vam. za odličen razmislek.